In če gledamo čas članstva Slovenije v Svetu Evrope, to se pravi od leta 1993 naprej in na število prebivalcev, na milijon prebivalcev, je Slovenija prva kršiteljica obeh pravic. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Nove univerze z naslovom Začuti novo univerzo. Moje ime je Matej Avbelj in sem profesor za evropsko pravo na Novi univerzi. O čem bo danes tekla beseda? Danes bo tekla beseda o zdravju. Ampak ne o zdravju posameznikov, državljank in državljanov, fizičnih oseb, temveč bo tekla beseda o zdravju naše slovenske države. Boste rekli, kakšna razprava pa je to? Vendar to je pravzaprav razprava, s katero se Nova univerza in njene ustanovne fakultete ukvarja že od samega začetka. Gre za par excellence razpravo, v kontekstu katere nas zanima zdravje slovenske države v smislu kakovosti vseh temeljnih sistemov in podsistemov Slovenske republike. S čim se ukvarjamo na Novi univerzi, kar pritiče zdravju slovenske države? Nova univerza je dom komentarja Ustave Republike Slovenije. Na Novi univerzi že od vsega začetka gojimo državne študije. Tako se imenuje tudi program oziroma sam naziv Fakultete za državne in evropske študije, kjer izvajamo na dodiplomskem programu državne in evropske študije, poleg tega pa tudi program javne uprave. In na teh programih seciramo, kako deluje slovenska država, kako deluje zakonodajalec, kako deluje izvršilna veja oblasti, kako deluje sodna veja oblasti, kako deluje pravosodje, v kakšni formi so ti sistemi, kakšno kakovost življenja ti sistemi ponujajo državljankam in državljanom Republike Slovenije in pravzaprav vsem, ki tu živimo. Na ta vprašanja nam bosta danes pomagala odgovarjati moja dva gosta, ki jo zelo lepo pozdravljam tu v naši sredini. Izredno profesorico Katjo Trilar Vrtovec, izredno profesorico za področje javne uprave in rednega profesorja, kolego Jerneja Letnerja Černiča, redni profesor z področja prava človekovih pravic, upravnega prava. Torej, vidva sta tista, ki se ukvarjata v akademskem, pedagoškem smislu, raziskovalnem smislu za zdravjem slovenske države. O tem veliko pišeta v svojih akademskih raziskovalnih prispevkih, kolega Jernej tudi v kolumnah. Katja, ti si po vrhu vsega, tudi imaš zelo razvejeno kariero v javnem sektorju, v katerem boš lahko kasneje povedala nekaj tudi sama, in zdaj deluješ kot odvetnica. Torej, na nek način, kot bi se reklo v Združenih državah Amerike, sta doslej videla praktično vse, če vaju skupaj vzamem. Ampak preden gremo naprej z današnjo provokativno tezo in se sprašujemo o zdravju slovenske države, rekel sem, da je naslov našega foruma, podcasta Občuti novo univerzo. Kako bi se vidva nekako predstavila v 3 stavkih in v teh 3 stavkih tudi povedala, kako vidva občutita, začutita novo univerzo. Katja, mogoče začnem s tabo. Ja, pozdravljen Matej, pozdravljen Jernej, hvala za povabilo na ta podcast. Zdaj, predstavil si me že ti, naj še jaz povem, katere predmete tukaj poučujem. To se pravi, Nova univerza ima 2 fakulteti na FDŠ-ju, to se pravi vsem študentom bolj znana kratica. Poučujem pravo javnih uslužbencev oziroma uslužbensko pravo in potem tudi pravo socialne varnosti. Na EPF-ju oziroma na Euro pravni fakulteti pa poučujem na doktorskem študiju pravo in politika zdravstvenih sistemov, potem je pa tudi izbirni predmet zdravstveno pravo. Sem pa tudi predavam 2 modula na predmetu ustavno pravo, ki pokrivata upravo pa vlado. Zdaj pa tvoje vprašanje, kako jaz čutim Novo univerzo. Predvsem jo občutim kot neko živahno skupnost študentov in profesorjev, kjer se ves čas nekaj dogaja, stalno se organizirajo neki akademski forumi, potem raziskovalni projekti so vse prisotni, redni profesorji so zelo aktivni tudi kot družbeni sferi.
Tako da je izredno zanimivo sodelovati po vseh teh raziskovalnih projektih in me veseli, da sem lahko del tega. Odlično. Jernej, Katja je lepo povedala, kako globoko je vpeta v dve ustanovni članici Nove univerze. Zate to morda velja še bolj. Praktično od začetka svoje karierne poti akademske si vpet v ustanovne članice Nove univerze, si tudi alumnus, Fakultete za državne in evropske študije, na to smo tudi izjemno ponosni. Torej, kako ti čutiš Novo univerzo? Ja, res, jaz sem na Novi univerzi, na Fakulteti za državne in evropske študije in Evropski pravni fakulteti že pravzaprav od tistega trenutka, ko sem se vrnil po več letih iz tujine, kjer sem študiral in delal, in od leta 2010 sem prišel to pot od asistenta do rednega profesorja. Ukvarjam se pa večinoma z predmeti s področja človekovih pravic, ustavnega prava, vladavine prava, tudi gospodarskega prava v zadnjem desetletju, tako raziskovalno kot pedagoško, in poskušam nekako vzdrževati to mojo željo raziskovati, pa poučevati, pa tudi nekaj več storiti za našo državo, za slovensko družbo, tudi pripomoriti v slovenski civilni družbi, da storimo morda korak naprej. Glede tvojega vprašanja, kako jaz čutim Novo univerzo, jaz mislim, da je predvsem kot profesori ali pa študenti ali pa sodelavci Nove univerze čutimo Novo univerzo kot nekaj, kar je povezano z ljudmi. Mi delamo za ljudi. Jaz kot profesor vedno sem si prizadeval vstopiti iz katedre blizu študentov. Morda to nisem bil toliko vajen iz študija na moji alma mater, nekaj 100 metrov stran od stavbe naše univerze, tako da si poskušam posvetiti študentom v nekem dialoškem pristopu z uporabo Sokratove metode, tudi jih vključujem v različne projekte, vabim na konference, študenti veliko delamo, tako da študenti začutijo, da jaz nisem nekaj, kar je več, da smo si enakovredni. Seveda jaz vodim ta pedagoški raziskovalni proces, vendar kljub vsemu vsi skupaj prispevamo k življenju, pa sobivanju, pa medsebojnem spoštovanju na Novi univerzi. Torej, te pozitivni občutki, vsaj do izpita, tečejo obe smeri, od profesorja k študentu in nazaj. No, zdaj pa gremo temi današnjega podcasta. Malce metaforično sem jo pomenoval zdravje slovenske države. In v zvezi z zdravjem slovenske države imamo v slovenski družbi postavljene različne diagnoze. In ena od diagnoz je tudi ta, da pravzaprav s to našo zdravjem slovenske države ni veliko narobe. Da smo kot, recimo, kot če te malce zaboli zob, greš k zobozdravnik malce povrta, naredi lepo zalivko in je vse v redu. Kaj vi vam mislite, ali je ta diagnoza pravilna, če pogledamo torej na stanje učinkovitosti javne uprave, na način, na katerega deluje zakonodajalec, če se osredinimo na pravosodje, z vidika dejanskega učinkovitega spoštovanja človekovih pravic. In s Katjo imamo potem pa tukaj še privilegij, omenila si, da se posebej ukvarjaš tudi z zdravstvenim pravom in moramo potem v to zgodbo pripeljati tudi recimo slovenski zdravstveni sistem. Torej, ali bi lahko sprejeli tezo, da je slovensko državo v biti ni veliko narobe, da je praktično primerljiva z našimi sosedami, v nekih segmentih še boljša, in da smo Slovenci preveč kritični do tega in ne znamo ceniti tisto, kar pravzaprav imamo. Katja, kako ti gledaš na to vprašanje, na eni strani kot torej profesorica, ki prihajajo iz akademskega sveta, in na drugi strani kot nekdo, ki je videl te sisteme. Bila si strokovna sodelavka na rednih sodiščih, na ustavnem sodišču, poznaš državni zbor, poznaš zakonodajno pravno službo državnega zbora, vlade, spremljaš odvetniško zgodbo, pravosodni sistem skozi njega. Kako ti čutiš zdaj ne Novo univerzo, ampak slovensko državo? Zdaj tukaj bi se jaz manj osredotočila na ta moje subjektivno občutenje delovanja vseh treh vej oblasti, ampak rajši se zanašam na neke objektivne statistične podatke, ki se mi zdi, da pač jih lahko vsakdo preveri in da potem ni nekaj, kar bi se jaz to,
spomnila sama od sebe. In zato sem leta 2019, ko je Evropsko sodišče za človekove pravice je objavilo statistiko 60 let delovanja Evropskega sodišča za človekove pravice, in sem primerjala dve pravici, ne. To se pravi, kako hitro je delovanje našega pravosodnega sistema in posledično tudi, kako učinkovito je. Ker vsi vemo, da tisti znani rek justice delayed is justice denied. In sem ugotovila, da je značilnost slovenskega pravosodnega sistema predvsem njegova izredna počasnost in tudi neučinkovitost. In to se kaže ob primerjavi števila kršitev po posameznih državah do pravice do sojenja v razumnem roku in človekove pravice do učinkovitega pravnega sredstva. In če gledamo čas članstva Slovenije v Svetu Evrope, to se pravi od leta 1993 naprej, in na število prebivalcev, na milijon prebivalcev, je Slovenija prva kršiteljica obeh pravic. In zanimiv podatek je, da je v primerjavi z drugo kršiteljico, to se pravi na področju sojenja v razumnem roku, je naslednja kršiteljica Slovaška. Pri učinkovitem pravnem sredstvu je pa naslednja kršiteljica Bolgarija in tukaj je razlika 5-kratna, če pa gledamo, oziroma 3-kratna, če gledamo pa povprečje držav članic Evropske unije, je pa razlika šokantna. Na primer, pri sojenju v razumnem roku je 20-kratna, pri učinkovitem pravnem sredstvu pa celo 50-kratna. Tako v grobem. To se pravi, dejansko lahko rečemo, da objektivno je naš pravosodni sistem zelo počasen in zato neučinkovit. To si tako kot znaš praktično s skalpelom natančno odmerila svoj subjektivni pogled, ki tu nima povezave s tem objektivnim odgovorom. To je tudi ena vrlina dobrega akademskega poučevanja. Jerne, kaj pa ti misliš? Vem, poznam tvoje delo na področju človekovih pravic. Vem pa tudi, da ti želiš in znaš stvari postaviti tudi v nek zgodovinski kontekst. Veliko si se ukvarjal s temi istimi vprašanji, o katerih je govorila Katja, z vidika tranzicijske pravičnosti. Torej, tudi v luči tega zgodovinskega konteksta, primerjalno-pravnega, kako ti gledaš na to diagnozo slovenske države? Jo deliš, da smo samo pri zobozdravniku, kjer moramo malo povrtati, dobiti zalivko in potem gremo sreči naprej? Ja, mogoče še kaj hujšega, mogoče še kakšen vsadek rabimo. Pa strinjam za to analizo, ki je podala Katja. Je pa res, da se moramo zavedati, odkot prihajamo. Slovenija je bila do leta 90-91 del totalitarnega nedemokratičnega sistema in v teh desetletjih pred tem smo veliko izgubili. Hkrati se moramo tudi pogledati, kje pa smo v razmerju do globalnega juga. Če pogledamo indeks človekovega razvoja Organizacije Združenih narodov, smo tam okrog 20-25 mesta, ki se pravi relativno visoko, tam, ko so države, kot je Republika Avstrija, pa Republika Južna Koreja, pred državami, kot so Italija, Španija in tako naprej. Se pravi, relativno, vsaj glede kakovosti življenja, ta indeks meri tako vladavino prava, kot tudi socialne in ekonomske pravice, nismo tako slabi. Smo primerjalno kar visoko, vendar se moramo vprašati, kako pa ljudje, ki vsakodnevno živimo slovensko družbo, pravzaprav doživimo slovenske institucije. Koliko dni vsakdo izmed nas rabi, da pride do specialista, ko ga rabi. Koliko dni rabimo, da na sodiščih rešijo naš spor. No, da zadevo vzamejo v prvo obravnavo, to je 14 do 16 mesecev. Kako lahko je priti do službe v državni ali pa javni upravi, ta pregovorna povezanost pa lojalnost, kjer skoraj nihče v Sloveniji več ne verjame, da lahko dostopamo do službe v javni upravi na podlagi meritokracije. Tukaj pa zagotovo ne zaostajamo za nam primerljivimi državami. Predvsem, kar jaz vidim iz življenja v slovenski družbi, pa tudi ukvarjanja z institucijami, je, da nam umanjka kritične distance do delovanja slovenske države. Predvsem ne znamo kritično oceniti te naše, po mojem mnenju, čezmerne povezanosti, prepletanja gospodarskih, družinskih, političnih
krogov, ne, konflikta interesov, navideznih konfliktnih interesov, kjer je skoraj da vse dovoljeno, skoraj da ne. Če ste minister, lahko podate odločitev, da neka komisija podeli projekt vaši ženi ali pa vašemu bratu, sestri in tako naprej. Do tega se ne znamo opredeliti. In seveda to potem načenja institucije, ne, šibke institucije, potem v bistvu vpliva na življenje v slovenski družbi, tudi na kakovost življenja vseh nas in zato tudi morda nismo med prvimi 10 državami po indeksu človekovega razvoja OZN, čeprav si to želijo tako na levi kot desni strani, pa vprašanje, če sploh lahko storimo korak naprej ali pa vendarle čez nekaj 10 let bomo namesto okrog 20 mesta, tam okrog 40, 50 mesta. Ne. Ok, torej Katja je omenila neučinkovitost sodnega sistema, dolgotrajno odločanje, pozno odločanje, odločitve se ne sprejemajo v razumnem roku, pravica odložena je, pravica izgubljena. Ti si omenjal problem nečesa, čemu bi lahko rekli pravna domačijskost šibkih institucij. Na drugi strani pa nekako to neučinkovitost skušamo odsotnost meritokracije, skušamo nadomestiti z regulacijo. In zdaj mogoče Katja že ve, kam pes moli taco. Boš povedala, je zdaj to spet bolj občutenski ali objektivni problem. Vem, da eden od projektov, s katerim si se ti ukvarjala v svoji praksi, je bil projekt, bil ti je blizu, debirokratizacije. Ali je birokratizacija objektivni slovenski problem, ali je to spet nekaj, kar bolj občutimo in kadar nam grejo na živce, rečemo preklemanska birokracija. Kaj si ugotovila ti v tistem svojem podjemu? Ja, birokratska država je sigurno problem, ampak ne samo slovenski, to sem tudi ugotovila v tujini, ampak vse evropski oziroma globalen problem. Ko sem takrat malo googlala po drugih državah, sem ugotovila, da ima tudi izjemno veliko političnih strank, ima ta slogan debirokratizacija v svojih predvolilnih obljubah. Pa ne rata. Tudi zdaj smo spremljali Trumpa, ko sta bila zelo znana Musk in Vivek Ramaswamy na tem področju dolž. In zanimivo, da tudi ona dva sta po 2 mesecih sta v bistvu oba šla stran. Odnehala. In od tistega začetnega navdušenja so pa ugotovili, da dejansko je to zelo težko karkoli debirokratizirati. Predvsem pa, kar je pa spet značilnost za slovensko zakonodajno urejanje, in jaz sem šla številke pogledati, zato imam tudi tale plonk cegelc tukaj zraven. Sem ugotovila, da za razliko, tukaj sem pa gledala predvsem razvoj po mandatih, to se pravi, zdaj smo v 11. mandatu, oziroma ne v 9. mandatu smo, da je trend, da je zakonodajni postopek vse bolj izreden in hiter. In naprimer, to se kaže v številu oziroma razmerju med rednimi pa izrednimi sejami Državnega zbora. Če so redne seje, praviloma potekajo enkrat mesečno, so izredne seje lahko sklicane od danes na jutri in to razmerje zelo narašča. Naprimer, če pogledamo v tem mandatu, ki sploh še ni končan, je že 3,2-kratnik. To se pravi, trenutno smo naprimer na 35. redni seji Državnega zbora in na 112. izredni seji Državnega zbora. Če pogledamo 2 mandata nazaj, naprimer na to predcovidno obdobje, ko ni bilo nekih izrednih razmer, je bilo to razmerje 1,6-kratnik. To se pravi, dejansko se zakoni sprejemajo z neko mrzlico. Včasih dobiš občutek, da zakonodajalec namenoma zavlačuje z implementacijo neke evropske zakonodaje, zato da lahko potem reče, grozijo nam kazni, treba je hitro sprejeti in zato zadeva ne gre v javno razpravo, ni nekega tehtnega razmisleka in zakoni so posledično slabši. Tudi zakonodajno-pravna služba včasih mnenja so zelo kvalitetna, ampak se enostavno ker niso zavezujoča, se ne upoštevajo. Absolutno. In, torej, Nova univerza
sodeluje tudi veliko z deležniki iz prakse, družbenimi deležniki in ravno na to temo, ki jo zdaj omenjaš, smo pred časom za odvetniško pisarno Senica organizirali eno zelo zanimivo konferenco posvečeno zakonodajni hipertrofiji. In ravno tam, tudi na moje presenečenje, moram izpostaviti, da so bili zakonodajne pravne službe Državnega zbora izjemno kritični, utemeljeno kritični, tako s skalpelom kot ti, in so opozarjali, da celo ko gre za sprejemanje zakonov po rednem postopku, se ti zdaj sprejemajo na eni sami seji. Torej, da je redni postopek postal izredni, kar v celoti v bistvu obide tiste kavtele, vodi do zakonodajne hipertrofije in potem vodi do poplave vseh mogočih predpisov, ki prevajajo potem do birokratizacije, ki je prostor za razne, zlasti za neprevzemanje odgovornosti. Mislim, to, kar si ti Katja povedala, mislim, da je to ena ilustracija tega, kar v teoriji ustavnega prava pravimo vladanje s pomočjo prava, ne? Kjer ne gre več za vladavino prava, kjer pravo omejuje moč vsakokratne oblasti v izvršilni pa zakonodajni veji oblasti. Tukaj pač se sprejema v zakonodajni veji oblasti v bistvu vse, kar izvršilna veja oblasti pošlje v zakonodajno vejo, brez da bi se upravil tehten premislek, pa potem tudi razprava na sejah Državnega zbora, se lahko vprašamo, ne, ali je to še vedno vladavina prava. Po mnenju je to vsaj začetek vladanja s pomočjo prava, kjer se moč zlorabi za to, da se doseže nek zasebni cilj, bodi si finančne pa ne finančne narave. Ja, drži. Jarne, ti v svojih delih se veliko ukvarjaš s človekovimi pravicami. Kot sem že povedal, si tudi redni profesor na tem področju, predavaš pravo človekovih pravic. Tako provokativno bom rekel, a bi se strinjal s tezo, da so človekove pravice lahko tudi ideologija? Da se jih torej uporablja v tem narativnem smislu, da se jih zelo poudarja, napihuje, potem pa, ko pride do varovanja dejanskih človekovih pravic v konkretni praksi, konkretnih manjšinskih ali pa ranljivih skupin, pa te realizacije dejansko ni. A je to neka diagnoza, ki bi jo lahko postavili tudi za Slovenijo? Ja, zagotovo. Ne. Slovenija ni edini primer. Ne. Večina evropskih držav človekove pravice zlorablja za takšno pa drugačno ideologijo, na tej pa oni strani. Slovenija morda je zelo izrazit primer, kjer različne svetovnonazorske smeri označujejo za kršitev človekovih pravic samo določene kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, druga stran pa spet neke druge. Naprimer, če vzamemo trenutno izvršilno vejo oblasti, za njih ne so kršitev človekovih pravic samo glede Romov, LGBTQ, potem zadeve, ki so povezane sovražnim govorom, podnebnim spremembam, seveda zgolj na retorični ravni. Ne strinjajo pa s tem, da v Sloveniji imamo izjemne težave z kršitvijo človekovih pravic v slovenskem sodstvu, ne, z državljanskimi in političnimi pravicami, pa tudi potem na ekonomskimi in socialnimi pravicami. In seveda lahko zelo hitro tudi obrnemo ploščo, ne, gremo v trenutno opozicijo. Težava je v tem, ne, da slovenska ustava ne ločuje človekovih pravic in temeljnih svoboščin glede na svetovnonazorsko usmeritev. Ne. Kršitve človekovih pravic so tako kršitve Romov ali pa kršitve pravic raznospolnih oseb, kot gre za kršitve človekovih pravic, če slovensko sodstvo predolgo obravnava določen primer, ali pa če zlorablja pravico do poštenega sodnega varstva, ali pa če še vedno v slovenski družbi ne zmoremo pokopati 10 teh istih Romov, ne? Teh istih Romov, ne, na obrobju Ljubljane se spomnijo zadeve za Piko Polomnico, ne, ali pa na Celjskem 10 tisoče nepokopanih oseb. Vse to so kršitve človekovih pravic in seveda vsaka politika zlorablja ta vprašanje za svoje cilje. Ne. Sam se vedno v svojem delu prizadevam tudi širiti to idejo, da človekove pravice veljajo za vse. Ne. To je v bistvu tisto temeljno načelo, ne glede na osebne okoliščine, takšne drugačne narave, in da slovenska država ima tako negativne in pozitivne obveznosti, da preprečuje pa preganja kršitelje vseh kršitev človekovih pravic, tako povojnih pobojev, kot tudi teh bolj sodobnih kršitev človekovih pravic. No, ampak preden vaju pobaram v zvezi s vprašanjem, kaj je treba storiti, da bo bolje, ne? Ker to bi si želeli.
Dajmo še malo fokusa stran z države v zasebni sektor. Ti se veliko ukvarjaš in tudi ti si sodelovala v teh projektih. Odgovornost gospodarskih družb, zasebnega sektorja, prav tako za spoštovanje človekovih pravic. Z vidika klasičnega, tako mednarodnega prava kot ustavnega prava, je to neka izjema, če ne že nenavadnost, ok, poznamo indirektni učinek, Drittwirkung in tako naprej. Ampak ti v svojem delu, v raziskovalnih projektih poudarjaš, da je kakovost življenja in tudi spoštovanje človekovih pravic in tudi drugih kavtel, ki jih zagotavlja država, pravna država, socialna država, odvisna tudi od zasebnega sektorja. Drži? Zagotovo ne, zasebni sektor je v bistvu veliko večji od državnega sektorja in zato ima morda še večjo odgovornost, da spoštuje človekove pravice. Sam ne vidim nobenih težav, ne, tudi ko se pogovarjam z gospodarstveniki, ne, predsedniki uprav ali pa člani nadzornih svetov, nihče izmed njih ne bo rekel, da njihova podjetja se ne zavzemajo za človekove pravice. Težava je potem, ko varstvo človekovih pravic začne povzročati stroške za gospodarske družbe in potem seveda podjetja, katerih glavni cilj je seveda ustvarjanje dodane vrednosti pa dobička, potem imajo težave pri tem, da morajo nadzorovati dobavne verige na drugem koncu sveta, da morajo na Kitajskem preverjati, kako je nastal nek del njihovega izdelka, ki ga tukaj v Sloveniji ustvarjajo. Zagotovo pa ne se v podjetjih strinjajo, da tudi morajo varovati človekove pravice. Težava pa je, kako storiti korak naprej, da tudi v podjetjih bodo več pozornosti, pa morda tudi več sredstev namenili temu, brez da bi ogrožali seveda delovna mesta, ki jih ustvarjajo tukaj v Sloveniji. V birokratizaciji smo govorili. A je zdaj dolžnost zasebnega sektorja, da spoštuje človekovih pravice tudi eno nepotrebno birokratsko breme? Ali lahko bi zasebni sektor dejal, glejte, človekove pravice, klasične človekove pravice na način, na katerega so nastale, v prvi vrsti jih mora spoštovati država in zdaj mi živimo v državi, ki ne ustrezno upravlja to svojo obveznost, mi zasebni sektor pa moramo to početi, če se niti država sama ne počne. So to prepričljivi argumenti s tvoje strani? Kako ti na nje gledaš? Tukaj je Jernej sigurno bolj pristojen, da govori o tej temi, ker si bil nosilc prav raziskovalnega projekta. Dveh, a ne že treh. Oziroma več kot enega na temo človekovih pravic v gospodarstvu. Tako da jaz v bistvu lahko povem samo mojo izkušnjo z specifičnim segmentom. To gre pa za področje pranja denarja. Jaz sem na Odvetniški zbornici članica Komisije za preprečevanje pranja denarja. Zato, ker odvetniki so tudi eni izmed zavezancev po zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. In tam je dejansko je breme za to, da se nadzoruje oziroma preprečuje to pranje denarja, je na zasebnih subjektih, predvsem na bančnem pa na finančnem sektorju, potem so tudi notarji, nepremičninski agenti, odvetniki, seveda računovodski servisi. In tam ugotoviš, da ni tukaj neke prostovoljnosti, ne, v osnovi na strani zasebnega sektorja, ker je predvsem to povezano z dodatnimi stroški in spet birokratizacijo, ampak predvsem z grožnjo po neverjetnih drakonskih kaznih. Ne. In zato se potem, ker je banka sama lahko podvržena nekim inšpekcijskim nadzoru, nekim zelo visokim globam, ki segajo lahko v milijone, potem včasih mogoče tudi same pretirano nadzorujejo oziroma, ne vem, bil je nekaj časa trend, da samo zato, ker si prišel iz Ukrajine ali pa iz Rusije, nisi v nobeni banki mogel odpreti bančnega računa, čeprav je to dejansko lahko razpravljamo, je to že za razliko od Mickey Mousa. Ja, no. Tako da tukaj se mi zdi ta trend, da država neke svoje naloge, ki se ji zdijo, da so preveč zahtevne ali pa preveč naporne, prenaša na zasebni sektor in želi, da oni naprej nadzirajo, ne. S tem, da včasih smo temu rekli, da so to nosilci javnega pooblastila in je država tudi zagotovila neka dodatna sredstva. Zdaj pa te opredelitve se nekako to izgublja. Je pa zelo veliko nekih obveznosti s tem, da potem zasebni sektor, če
ne dobi sredstev od države, to pač naprej prevali na uporabnike oziroma na posameznike. Pa res ne, da vedno ne mora država voditi z zgledom. In seveda, te luči veliko več bi lahko pričakovali od Slovenskega državnega holdinga DD, da preko svojega vložka, svoje nadzorne funkcije tudi v podjetjih z kapitalskim vložkom slovenske države morda stori korak več, ne samo pri spremembi normativnih podlag, temveč tudi pri izboljšanju korporativnih praks upravljanja na tem področju. Ne? Ja, zanimivo, ne? To temo, ki smo se jo zdaj dotaknili, tudi dokazuje, kako se na Novi univerzi, pa tudi v tem podcastu vse stvari lepo interdisciplinarno, holistično povezujejo v celoto. Prejšnja razprava na prejšnjem podcastu je ravno tekla o vprašanju dobrega upravljanja v gospodarskih družbah, kako morebitna pretirana regulacija vpliva na našo konkurenčnost v Evropi in evropska pretirana regulacija na konkurenčnost Evrope v svetu. Zdaj bi šli pa v tisto, kar je res težko. Jasno, to je vprašanje, na katerega mora slednjič odgovoriti politika. In državljanke in državljani morajo na volitvah nagraditi tiste stranke, za katere bodo menili, da bodo bolje lahko prispevali k boljšemu upravljanju z državo. S tem se mi ne ukvarjamo na Novi univerzi in pri predmetih, ki jih poučujemo. Ukvarjamo pa se gotovo z sistemskimi predpostavkami na področju javne uprave, zdravstva, varovanja človekovih pravic, pravosodja, zakonodajalca, izvršilne veje oblasti, ki morajo biti vzpostavljene zato, da bi bila država lahko v boljši kondiciji, kot je danes. Torej vprašanje je zdaj, katere so rešitve za to negativno diagnozo, kot smo jo zdaj orisali v tem, pa ne samo orisali, pravzaprav smo jo opisali na podlagi skalpela, ki ga je Katja uporabljala. Katere so zdaj tiste rešitve, ki bi jih lahko ponudili? Po mojem mnenju zagotovo ne uveljavljanje prepovedi navzkrižja interesov, tako dejanskega kot navideznega, potencialnega. V Sloveniji je preveč teh mešanice zmesi različnih interesov. Ampak zato imamo KPK, se dobro deluje, kaj ne? KPK ima tam okrog 30 strokovnih sodelavcev, ki ne zmorejo rešiti vseh zadev, ki pridejo pred to komisijo, tudi da nima v lanskem letu, je KPK zabeležila, če se ne motim, okrog 4000 lobističnih stikov v Sloveniji. To je tista obveznost, ki jo morajo upraviti nezavezanci po zakonu o preprečevanju korupcije. Ja, to je presenetljivo nizko. Jaz bi rekel, da je v Sloveniji vsak dan toliko nepotencialnih konfliktnih neskrižnih interesov. To je mogoče tisto, ker to je podlaga za potem tudi za meritokracijo, pa potem tudi za izboljšanje varovanja javnega interesa, ki ga imajo v politiki polna usta. Vsakdo ve, kaj je to javni interes. Seveda javni interes, to se vemo, javni interes ni zasebni interes vladajoče interesne koalicije. Javni interes je izboljšanje kakovosti življenja v slovenski družbi. To pa lahko storimo samo zato, da prestrižemo krila tistim posameznikom, ki želijo izkoristiti svoj čas na javnih funkcijah v slovenskih državnih oblastih, da se na tak ali pa drugačen način posredno ali pa neposredno obogatijo. Ja, in to je naloga dobro delujočega ustavnega sistema. Že American Founder Fathers so rekli, če bi bili ljudje angeli, ne bi potrebovali prava. Zdaj vsi vemo, tudi vsak izmed nas ni angel, smo iz krvi in mesa. Torej potrebujemo delujoč ustavno-pravni sistem zavore ravnovesij. Katja, za težave, ki si jih opisala, katere bi bile pa rešitve? Si kaj razmišljala tudi o tem? Ja, čist rešitev je na abstraktnem nivoju, se zdi enostavna. Zdaj pravosodje, delovanje bi bilo treba pospešiti. To se pravi, manj časa namenjati. Zdaj, če primerjamo, zakonodajno vejo, jaz vedno vidim kot nekaj, kar ureja prihodnost. Sodstvo je sistem, ki se ukvarja s težavami iz preteklosti, izvršilna veja se pa pač ukvarja s sedanjostjo. In več časa bi bilo treba sigurno nameniti nekemu strateškemu razmisleku, kako naprej. To se pravi, zakonodajni postopek bi se moral upočasniti, malo bolj tehten bi moral postati.
Sodstvo bi pa lahko kakšne težave rešili tudi malo hitreje, ne, da se pač ne vlečejo te spori v nedogled. Kar se tiče pa zakonodajnega urejanja, jaz bi se zavzemala za to, da se zakonodajalec da pogleda, kako dejansko neko pravilo učinkuje v praksi. Ne. Če samo nekaj napišeš, da je nekaj tvoj cilj, to še ni nujno, da bo potem tudi v praksi tako delovalo. In tudi treba je vedno gledati, da so ta pravila nekaj dinamičnega in če ti sprejmeš neko, ne vem, če boš, enkrat sem brala neko anekdoto, zakaj na primer na Danskem nimajo nobenih zaves na hišah, je bilo to zato, ker se je nekoč po tej anekdoti se je kralj sprehodil po glavni ulici in je ugotovil, da to je pa še nekaj, kar še ni obdavčil, ne. In takrat, ko je pač ta zakon o obdavčenju zaves začel veljati, so vsi rekli, ja, pol jih pa pač ne rabimo, ne, in takrat pač ni več zaves na Danskem. Tako da, če se mogoče zdi, zdaj je aktualen na primer zakon o obdavčitvi teh kratkoročnega oddajanja, pa se zdi to, da je zgodba o uspehu, vprašanje je, kako bo čez 2 leti, če bo ta zakon na primer sprejet, ne. Pa še s slovenskim turizmom, ki je tudi neka taka veja, ki se dobro razvija. Pa še ena ključna zadeva je, ne, da državne nadzorstvene institucije končno začnejo upravljati svoje delo. Ne, pa da imajo pogum, da nadzorujejo izvršilno pa zakonodajno vejo oblasti, da se ne prizadevajo, da so prijazne do vsakokratne vlade ali pa vsakokratne večine v zakonodajni veji oblasti, temveč da jih res nadzorujejo, ker če tega ne bodo počele, potem tudi nima smisla, da imamo institucije, kot so KPK, Ustavno sodišče, Varuh človekovih pravic in podobne državne nadzorstvene institucije. Ja, tukaj, kar zdaj izpostavljaš, je v bistvu zato, da javni interes, javno dobro je nekaj, kar je objektivna vrednota, objektivna vrlina, gre za nekaj, za kar se je treba prizadevati in delovati ad rem, sledeč načelu enakosti pred zakonom, uporabljati enake vatle za vse in zlasti tista najbolj deviantna ravnanja seveda sankcionirati za to, da se ne ponavljajo. Zdaj govorimo o državi, o njenem zdravju, kot da je bila država nekaj abstraktnega, ne? Ampak država, vsi vemo, da smo ljudje. In jaz vem, da oba dva, posebej pa ti, Jernej, tudi v svojih pisnih prispevkih, velikokrat poudarjaš pojme, kot so integriteta, ponotranjenje vrednot in tako naprej. Vse tisto, kar je praktično v sociološkem, etičnem smislu ključno za to, da država dobro deluje. In da smo zelo konkretni, vama je, in vsem nam, ki delujemo na univerzah, nam je v roke položena ena taka velika odgovornost. Namreč mladi ljudje, ki sem pridejo neizbrušeni, vsaj po strokovni plati se da pridejo z nekimi vrednotami, po strokovni plati pridejo pa neizbrušeni. Tudi neizbrušeni z vidika profesionalne etike. In vidva predavata predmete, kot so varovanje človekovih pravic, ustavno pravo, javna uprava, zdravstveni sistem. Kako in kaj tem študentom, tem praznim ali pa še nenapolnjenim posodam podajata te tako trde znanstvene vsebine kot mehke vsebine, ki jih bodo potrebovali za to, da bo država bolje delovala? Ja, to je res. Ne. Kot profesori imamo privilegij, da imamo stik z mladimi ljudmi. Ne. Vsako leto prihajajo nove generacije, hkrati pa tudi breme, ne. Kako podati snov na način, da bodo potem študentje, ko bodo sami morali sprejemati odločitev, znali sprejeti tisto odločitev, ki, kot praviš, je ad rem, ki ne gre subjektivno, ki ne preferira nekoga na podlagi osebnih okoliščin, na podlagi prijateljskih, družinskih, drugih vezi. Jaz vedno poskušam predstaviti temo z argumenti in protiargumenti, predstaviti tako stališče, s katerim se jaz osebno strinjam, za katerega se jaz osebno zavzemam, morda drugje v javnosti, pa tisto, ki morda nasprotuje mojemu stališču. Ne. In to je vedno včasih najtežje, ker vsi vemo, ne, ko nekdo nekaj pove, s katerim se ne strinjajo, bodi si je to
na predavanjih, ali pa ko smo na kakšni javni debati, ali pa ko nam doma povejo, da smo nekaj slabo naredili, ne, se nam zviša pritisk, nekateri izmed nas postanemo bolj rdeči v obraz. To je čisto človeško, normalno, vendar zato, da vsi napredujemo, je pomembno, da se vedno postavimo v morda neudoben položaj. Ker to vedno povem študentom, na tak način, ko če poznamo protiargumente, pa razumemo tiste, s katerimi se morda vsebinsko ne strinjamo, tudi potem lahko izboljšamo svojo argumentacijo, pa svoje stališče, morda tudi s pomočjo empatije, pa želje po sobivanju v družbi poskušamo tudi potem malce preoblikovati na stališče v določeni zadevi. Jaz vedno na predavanjih, pa tudi širše v življenju, tako zasebnem ali pa javnem življenju, si prizadevam za to, da sobivamo z drugim. Seveda vsi smo različni, včasih nekdo pozdigne glas ali pa napiše kakšen neprijeten komentar na kakšnem družbenem omrežju, jasno, da potem se osebi zviša pritisk ali pa kako drugače je jezna, to je čisto normalno, vendar poskušamo se kaj iz tega naučiti. Na tak način, če medsebojno izmenjujemo argumente, lahko potem tudi prispevamo k boljšemu razumevanju institucij družbe. Težava pa je, če pa vsi skupaj zgolj se zavzemamo samo za eno stališče. Če to pa vodi k kršitvam človekovih pravic, k zlorabam vladavine prava, k težavam v sodstvu in navsezadnje tudi k slabši kakovosti življenja. Ker če bo samo eno stališče prevladalo, potem imamo vzhodno od naše države veliko primerov, kjer ljudje še vedno plačujejo slabe odločitve iz preteklosti na slabše kakovosti življenja, iščejo tisoče, 100 000, milijoni iščejo boljšo priložnost za druge. Katja, kako se pa ti lotevaš svoje pedagoške odgovornosti? Meni se zdi predvsem pomembno, da študentom skušam predstaviti čim več praktičnih primerov, tudi zato, ker zdaj delam kot odvetnica in se srečujem s konkretnimi primeri. Potem velikim skušam poiskati kakšnih sodb najvišjih sodišč, ustavnega sodišča, vrhovnega sodišča, ker so konec koncev je to vseeno zavezujoč pravni vir, in tudi če se mogoče je kdaj kakšna obrazložitev mogoče malo manj logična ali pa intuitivna, je vse nekaj, kar se morajo sodišča tega držati. Potem veliko jim skušam predstaviti tudi v Slovenijo umestiti v nek mednarodni pravni ogrodje. Tukaj so zelo zanimive kakšne primerjave OECD-ja, potem, kjer imajo pač tako statistiko, da lahko rečeš, da dejansko lahko primerjajo in da dobiš neko verodostojno sliko. Eurostat, tako da pač tudi temelji zelo na dialogu, lahko vprašajo, kadarkoli imajo kakšno vprašanje. In se mi zdi tudi pomembno, da še to izpostavim zdaj v dobi umetne inteligence. Je tudi pomemben ta dialog, da če umetna inteligenca ima neko stališče, da si oni upajo imeti drugačno stališče oziroma da sprašujejo naprej umetno inteligenco, a to res drži, da lahko sami razmislijo, a je to dejansko a je to logično, ali je to mogoče. Zato, ker umetna inteligenca se ne upraviči oziroma pač reče, prej sem povedal tako, zdaj pa povem drugačne, in veliko je teh halucinacij in na koncu bodo pa, ko bodo šli v službo, bodo pa oni tisti, ki bodo morali prevzeti odgovornost, in zato se mi zdi zelo modro, da še vedno se tudi sami memorirajo, da si kaj zapomnijo. Ni zdaj vse samo, da se bom znal poiskati in potem bo to, kaj pa če, internetne povezave ne bo, kaj pa potem. Tako da zdaj, če uporabim primer navigacije, vsi znamo priti iz točke A do točke B z uporabo Google Mapsa, ampak če pa tega ni, smo pa mrzli. Oziroma stojimo v zastojih. Lahko. Mi
in ta podcast ne stoji v zastoju, počasi gremo neizbežno proti koncu. Začel sem ga namenoma na provokativen način z konformistično tezo, ki je zelo značilna za nekritično razmišljujoče okolje, ki potem tudi ne daje nobenega upanja ali pa potrebe po izboljšavah. Torej smo rekli, vse je v redu, gremo samo malo zobozdravniku, povrtamo, naredimo zalivko in je to. Nova univerza pa ima neko etično, akademsko, humanistično poslanstvo izdelati kritično razmišljujočega posameznika, ki ga bomo mi upremili z znanstvenim strokovnim aparatom, potem pa svojo glavo mislil. Pa me zanima tako za konec, kako vidva razumete, kaj danes pomeni z vidika profesorske perspektive, pa z vidika študenta, kaj pomeni kritično misliti. A v našem socializacijskem procesu študente, ki jih sprejemamo, ali jih šolski sistem sploh še nauči misliti, kamoli še kritično misliti? Jernej. Mislim, da je tisto ključno, kar želimo podati študentom, je, da se znajo obrniti, ko so pred neko težko zadevo, težkim vprašanjem, da znajo poiskati rešitev, da ne sprejemajo vse, kar slišijo v javnosti ali pa ko dobijo neko nalogo kot samoumevno. Da znajo poiskati različne vire, da znajo poiskati tudi različna stališča, da ne vzamejo vse kot samoumevno, kot je denimo navada morda na univerzah v nekaterih državah globalnega juga, kjer imajo samo formalno demokratični sistem, pa še tega ni. Mislim, da je tisto ključno, da študente znajo uporabljati orodja, ki mi podajamo, pa znajo tudi uporabljati veščine, ki jih dobijo tekom študija na naši univerzi, da vedo, da ni samo tisto stališče pravilno, oziroma pravno pravilno, kot ga denimo zastopajo državne oblasti, kot ga zastopa neka odvetniška pisarna, neka politična stranka, temveč da znajo tudi sami oblikovati nasprotno ali pa za odtenek različno stališče. Mislim, da je to ključno, da znajo oblikovati. Da znajo biti boljši v argumentaciji, bolj prepričljivi. Tako, da znajo oblikovati argumente, ki morda niso takšni, kot jih nekdo ustvarja. Ker danes vemo, vsi smo bombardirani z različnih strani, tako z družbenih omrežij, kot i strani javnih medijev, z že danimi vsebinami. In to je tisto ključno, da znajo študentje potem tudi se kritično opredeliti do vsebin, ki jih denimo podaja RTV Slovenija ali pa Pop TV ali pa kakšen časnik ali pa kakšen raziskovalni novinar na omrežju X in da potem znajo oblikovati svoje stališče. In to ni tako lahko, kot se morda zdi za pravilnimi in pravno prepričljivimi argumenti storiti. Katja, kritično misliti danes v 21. stoletju na novi univerzi? Jaz imam srečo, da veliko študentov pri mojih predmetih študirajo ob delu. In opažam razliko med temi študenti, ki imajo lastne izkušnje iz prve roke, vidijo, kako nekaj deluje, imajo bistveno bolj razvito to kritično misel, zato ker je dejansko, so jo doživeli, je iskreno njihova, kot kakšni mladi, ki samo pač poberajo neke tuje ideje in potem to aktivistično zagovarjajo. Ampak ko se pa poglobiš, pa jih začneš spraševati o tej ideji, pa ugotoviš, da pravzaprav potem kakšne večje globine ni. Tako da jaz mislim, da predvsem je pomembna tukaj tudi izkušnje. So zelo pomembne in da pač se vprašaš, če bi to zdaj, če bi jaz to na sebi uporabil, a bi imel še vedno tak odnos, kot če samo spremljam, da se je nekomu drugemu to zgodilo. To je mogoče tudi tak dober lakmusov papir, da ugotoviš, bi se ti nekaj zdi v redu ali ne. Hvala obema. To je bil podcast, ki je bil posvečen postavljanju diagnoz
o zdravju slovenske države. Prepričani smo, da je slovenska država lahko še boljša, če se jo lotevamo na tak strokoven, pretehtan, znanstven način, s kritičnim razmislekom, s kritično distanco in s polaganjem upanja v mlajše generacije, ki prihajajo, da bodo sistem, ki smo ga podedovali, naredili boljši. Hvala vama za obisk na tem podcastu in vsem skupaj do prihodnjič.